Gremo v kino. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Noč čarovnic tudi letos odmeva skozi filme. V slovenski kinoteki so že včeraj prikazali kultni zombijevski film Noč živih mrtvecev Georgea A. Romera, ki mu je sledila njegova Dežela živih mrtvecev. V ljubljanskem kinodvoru pa je za nocojšnji program kurator Marcel Štefančič junior povezal 5 filmov. Maraton groze, gorja in gravža bo tako uvedla klasika avstralskega filmarja Petra Weira o dekletih, ki leta 1900 izginejo na pikniku. Piknik pri Hanging Rocku. Sledili mu bodo še Oblak, Grda polsestra, Prisotnost in Alfa. Ljubitelji vampirjev si bodo lahko v kinu Bežigrad na Bežigrajski noči čarovnic ogledali Somrak. Začenjamo pa z odmevi 28. festivala slovenskega filma v Portorožu, ki se je zaključil minuli konec tedna. Vabljeni k poslušanju. Letošnji festival slovenskega filma v Portorožu, ki se je, kot rečeno, končal v nedeljo s slavnostno podelitvijo nagrad v Auditoriju in na katerem je nagrado za najboljši film, poleg nje pa še 5 drugih nagrad, prejel celovečerni prvenec Urške Džukić, Kaj ti je deklica, je med drugimi obiskal direktor Evropske filmske akademije Matejs Vauter Knoll. Evropska filmska akademija je namreč prvomajski trg v Piranu, ki je že večkrat služil kot filmska kulisa, uvrstila na seznam zakladov evropske filmske kulture. Gre za prvo lokacijo v Sloveniji, ki ji je pripadla ta čast. Ob tej priložnosti se je z Matejsom Vauterjem Knollom pogovarjala Tesa Drevjuh. Evropsko filmsko akademijo so leta 1988 ustanovili evropski filmski ustvarjalci, med temi Ingmar Bergman, Claude Chabrol, Dušan Makavejev, Wim Wenders in Bernardo Bertolucci. Novembra istega leta so prvič podelili evropske filmske nagrade. Predsednica akademije je od lanskega leta francoska igralka Juliette Binoche, njen direktor pa je od leta 2021 Nizozemec Matejs Vauter Knoll. Kaj je pomembno poudariti o zgodovini akademije? The European Film Academy was founded almost 40 years ago, in the year that the Berlin... Evropsko filmsko akademijo so ustanovili skoraj pred 40 leti. V tistem času je padel Berlinski zid. Evropski filmski ustvarjalci so takrat želeli združiti vzhodno in zahodno Evropo. Danes pa imamo pravzaprav isto misijo. Želimo ohraniti evropsko filmsko kulturo, jo ohraniti pri življenju in jo spodbujati v rasti. V 80-ih letih so se vsi bali, da bo ameriški film povozil evropskega. Tudi danes se srečujemo s to težavo. Ameriške vsebine ne prevladujejo le v kinih, ampak tudi na pretočnih platformah. Tako da naloge Evropske filmske akademije ostajajo prav tako pomembne, kot so bile pred 40 leti. Celo leto se ukvarjamo s tem, da evropska filmska kultura raste, ščitimo jo in jo praznujemo. Če primerjamo Evropsko z Ameriško filmsko akademijo, najbrž se srečujete z zelo drugačnimi izzivi. Yeah, that's a good question because we're very often compared and very often we're Pogosto se nas primerja z Ameriško filmsko akademijo. Ljudje so mnenja, da v primerjavi z njo nismo tako veliki, uspešni in vidni. Vsi poznajo Oskarje, evropske filmske nagrade pa nimajo takšne prepoznavnosti. To je res. So pa velike razlike med nami. Mi smo dejavni v 50 državah. Vse te države imajo različne kulture, tradicije, jezike, politične sisteme, sisteme financiranja filma. Veliko časa se ukvarjamo s povezovanjem teh držav in njihovih filmskih kultur med sabo. To je velika razlika, če primerjamo našo akademijo z ameriško ali drugimi nacionalnimi filmskimi akademijami. Tudi pri Oskarjih imajo evropski filmi pomembno mesto. Vseeno pa tega mesta, ki ga imajo tam, ne moremo primerjati s tem, kar za evropski film dela Evropska filmska akademija. Mi se s tem ukvarjamo vsak dan, ne le na enkratni podelitvi nagrad.
Ko omenjate nagrade, letos prvič Evropske filmske nagrade ne bodo podeljene decembra, ampak ste podelitev prestavili na januar. Zakaj ste se odločili za ta korak? The European Film Academy has the task, and we take this very seriously, to build European film culture. Evropska filmska akademija ima nalogo graditi evropski film. To jemljemo zelo resno. Tukaj imajo veliko vlogo tudi nagrade in te morajo biti podeljene v trenutku, ko lahko dobijo kar se da veliko pozornosti. Sistem je tak, da so nagrade pomembne in z njimi rdeče preproge, prihod zvezdnikov in tako naprej. Tovrstni dogodki ljudi opozorijo na evropski film. Januarja so nominacije za Oskarje, takrat je podelitev zlatih globusov. To je mesec, ko je največ pozornosti namenjene filmskim nagradam. Tudi veliko evropskih filmov je nominiranih za Oskarje in zlate globuse. Pogosto so to isti filmi, ki dobijo evropske filmske nagrade. Odločili smo se, da bomo tudi naše nagrade podelili v tej ustaljeni sezoni nagrad. Dobili bomo več pozornosti medijev. Gre za strateško odločitev in sam pričakujem, da bo rezultat dober. I have good expectations that it will work well. Matej Svauter-Knoll je obiskal Slovenijo, natančneje Festival slovenskega filma, predvsem zato, da bi se udeležil slavnostne prireditve, s katero je Evropska filmska akademija prvomajski trg v Piranu, ki je že večkrat služil kot filmska kulisa, uvrstila na seznam zakladov evropske filmske kulture. I came to Piran because the European Film Academy also loves film history. V Piran sem prišel, ker nam je pri akademiji mar tudi za filmsko zgodovino. Ne ukvarjamo se samo s trenutno produkcijo, ampak tudi s filmskimi klasikami. Del filmske preteklosti so tudi prostori. Ti obstajajo v vseh evropskih državah, ki so postali znani kot prizorišča dogajanja. Teh prostorov, kamor so umeščeni znameniti filmski prizori, je v Evropi ogromno. Včasih so to muzeji ali kinematografi. V Sloveniji pa do nedavnega še nismo nobenega prizorišča uvrstili med tako imenovane zaklade evropske filmske kulture. Zdaj je tak zaklad postal prvomajski trg v Piranu. Razglasitev se je zgodila že aprila. Zdaj pa smo imeli poseben dogodek, s katerim smo to uvrstitev počastili. Na njem smo govorili o tem, zakaj so tovrstni prostori pomembni in na trgu bo od zdaj naprej plošča, na kateri bodo ljudje lahko prebrali, da gre tudi za filmski spomenik. Zato sem zdaj prvič prišel v Slovenijo. Na plošči, ki bo kmalu krasila prvomajski trg, bo tudi QR koda. Ta bo obiskovalce privedla do spletne strani, na kateri je seznam vseh prostorov, ki jih je Evropska filmska akademija do zdaj razglasila za zaklade evropske filmske kulture. Med temi je recimo fontana Trevi v Rimu, kjer se je kopala Anita Ekberg v filmu Sladko življenje, ali kavarna v Parizu, kamor je vedno zahajala Amélie v istoimenskem filmu, ali knjigarna v Notting Hillu iz filma Notting Hill. Evropska filmska akademija tudi sicer skrbi za filmsko dediščino, kot pravi njen direktor Matej Svauter-Knoll. So heritage is very much about making sure that people know and people can find out and people can. Gre za to, da ljudje vedo, da lahko poiščejo in primerjajo to, kar se dogaja danes v filmu, s tem, kar se je v filmu dogajalo pred 10, 20, 50 ali 100 leti. Eden od načinov, kako današnji čas povezujemo s preteklostjo, so zakladi, o katerih sem že govoril. Prirejamo tudi oglede klasičnih filmskih del, spominjamo se ljudi, ki so umrli in njihovo smrt razumemo tudi kot priložnost, da si ogledamo njihova dela in da spoznavamo, da je nekaj, kar so oni morda pred 50 leti povedali v svojem filmu, tudi danes vredno videti. And to realize that what they maybe said in their films 50 years ago is still very beautiful to see. Potem, ko je Slovenski filmski center pred 3 leti razširil financiranje produkcije na igrane televizijske serije, je letošnji Festival slovenskega filma v Portorožu predstavil prve sadove tega dela. Mladinsko serijo Smrdljivc in srhljivko Pošast za železno zaveso. V Portorožu si jo je ogledal Igor Harp, ki je takole strnil misli o televizijskih serijah na tem festivalu. Seriji nista bili uvrščeni v tekmovalni program, predvajani sta bili po 2 epizodi vsake in to na zadnji dan festivala v nedeljo dopoldne.
Čeprav je bil to potencialno ugoden termin za smrdljivca, ki bi lahko pritegnil tamkajšnje mlado občinstvo, ni bilo nikjer opaziti nikakršnega oglaševanja ali obveščanja, tako da je bila dvorana precej prazna. Tudi sicer festival ni bil posebno pripravljen na ti seriji, saj po projekcijah niso povabili na oder ustvarjalcev in jih predstavili, čeprav so bili v dvorani. Namesto tega je projekciji Pošasti za železno zaveso sledila razprava z naslovom Prihodnost kakovostnih igranih serij v Sloveniji, na kateri so sodelovali režiser te serije Tomaž Gorkič, producent Smrdljivca Luka Muran, direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar, producent Danijel Hočevar in profesor televizijske režije Klemen Dvornik. Panelisti so osvetlili trenutno stanje in cilje v prihodnosti ter poudarili, da se je prav ta hip že začela snemati naslednja podprta serija Plemstvo režiserja Žige Virca. Prihodnost je torej svetla, kako pa je s sedanjostjo? Kaj sta pokazali brez kakršnega koli trušča predstavljeni premierni televizijski seriji Festivala slovenskega filma? Smrdljivc je komična mladinska serija z elementi kriminalke, posneta po istoimenskem romanu Roka Bohinca, ki se tudi pojavi v stranski vlogi. Vseh 6 epizod, ki trajajo vsaka po 15 minut, je režiral Filip Jembrich Jandras. Dogajanje spodbudi naslovna smrdljiva dimna bombica, ki jo nekdo odvrže na šolskem stranišču in zaradi katere je potrebna evakuacija šole. Nadobudna svetovalna delavka, ki jo igra Nika Manevski, se loti preiskave z zagretostjo amaterske detektivke. Med zasliševanjem osumljencev pa vidimo isti niz dogodkov iz popolnoma različnih perspektiv. Čeprav tak pristop ni čisto izviren, je v okviru mladinskega žanra svež, avtorji pa ga dobro izkoristijo tudi za humor. Pri tem se izkaže tudi mlada zasedba, ki se je, kot je videti, pri ustvarjanju serije ravno tako zabavala kot gledalci med ogledom. Tega pa ne bi bilo mogoče trditi za serijo Pošast za železno zaveso, saj je polna gnusa, groze in trpinčenja vseh vrst. Gre namreč za prirejeno ekranizacijo zgodbe o zloglasnem serijskem morilcu Metodu Tropcu, vendar so avtorji pri adaptaciji spremenili imena in nekaj drugih stvari. V glavni vlogi se je izkazal mladi Svit Stefanija, ki ga lahko trenutno spremljamo v seriji Nemirna kri. Njegov Metod je izredno neobvladljiv, nagnjen k alkoholizmu in popolnoma nepripravljen na sprejemanje avtoritete. V nasilje preklopi ob najmanjši provokaciji in serija prikaže marsikateri preveč podroben detajl. Avtor serije je Tomaž Gorkič, režiser prve klene slovenske grozljivke Idila, ki ravno te dni slavi 10-letnico izida. Serija o Tropcu je projekt, ki ga je načrtoval že dalj časa, sprva v sodelovanju z igralcem Luko Cimpričem. Ta je tudi nastopil v tej vlogi v Gorkičevem kratkem filmu Metod, ki je nastal kot preizkušanje terena za to serijo, vendar je od zasnove projekta do prve klape serije minilo toliko časa, da je Cimprič zdaj opazno starejši, kot je bil Trobec ob aretaciji. Na festivalu smo si lahko ogledali 2. in 5. del. To je bila nekoliko nenavadna odločitev, saj zgodba tako ne deluje popolnoma povezano, je pa podalo čisto jasen občutek serije. V skladu z Gorkičevim siceršnjim ustvarjanjem je fokus na grozljivih elementih in vzbujanju nelagodja v gledalcu. To doseže z gnusom in nasiljem, predvsem pa s tem, da ju postavlja ob bok tradicionalnih elementov slovenske kulture in družbe. Serija vsekakor ne bo za vsakogar, še posebno ne za gledalce z občutljivim želodcem. Obe seriji prideta na spored TV Slovenija, Smrdljivc decembra, Pošast za železno zaveso pa v začetku prihodnjega leta. S to projekcijo je Festival slovenskega filma pokazal, da začenja upoštevati tudi domačo igrano TV produkcijo, vendar še zmeraj ne na enaki ravni kot produkcijo televizijskih dokumentarcev. Visoko raven te namreč dokazuje tudi letošnja Vesna za dokumentarni film, saj jo je prejela epizoda serije Zgodbe s prepiha, ki bi bila sicer spregledana. Ali je to recept tudi za igrane serije, bomo videli. V
Slovenski kinoteki prihodnji teden predstavljajo zdaj že tradicionalni pregled sodobne filmske produkcije iz nemško govorečih dežel, ki ga pripravljajo v sodelovanju z Goethe inštitutom Ljubljana, Avstrijskim kulturnim forumom in veleposlaništvom Švice. Letos se vračajo tudi v filmsko zgodovino, saj bo cikel filmov odprl film M. Fritza Langa. Pred mikrofon sem povabila Anjo Banko, urednico filmskega programa v Slovenski kinoteki. Anja Banko, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Cikel nemško govorečega filma odpirate s paranoično mojstrovino Fritza Langa M iz leta 1931. Gre za njegov prvi zvočni film, kriminalko o serijskem morilcu Petru Kirtnu, ki ga odlikuje predvsem močno ekspresionistično, temačno in brezkompromisno vizualno vzdušje. Bi lahko orisali pomen tega filma? Ja, ta film se v prvi vrsti mogoče najprej opredeljuje in opisuje v samo zgodovino žanra. To se pravi žanra, ki v ospredje postavlja lik serijskega morilca in njegovega zasledovalca ali zasledovalcev, kot v tem primeru. In iz njega v bistvu danes zrastejo neki tropi in žanrski prijemi, ki jih spoznavamo v vseh serijah, filmih in tako naprej. Je pa film morda bolj zanimiv v smislu pristopa do obravnavane teme, kot tudi in predvsem nekega filmskega jezika in tehnike oziroma tehnologije, ki se je v tem času uporabljala za snemanje tega filma. Zdaj, kar se tiče samega pristopa k obravnavi teme, je scenarij za film napisala Langova partnerka Thea von Harbu, ki je tudi avtorica scenarija za Langov Metropolis, in ona dva sta prihajala do ljudi, do policistov in raziskovala, kakšne so dejanske situacije na terenu. Prav tako sta k sodelovanju tudi povabila dejansko zapornike, kriminalce. To je posledilo ali pa privedlo k aretaciji 24 ljudi na filmskem setu, to se pravi kriminalcev, ki so sodelovali pri snemanju filma. Skratka, poglobila sta se zelo v neko realno in nekako socialno noto tega filma. Zdaj, kar se pa tiče samega filmskega jezika ali pa tehnike, ki se je pri tem uporabljala, kot ste omenili, gre za Langov prvi zvočni film. In kar je zelo zanimivo je, da za razliko od drugih zvočnih filmov iz tistega obdobja je raba zvoka tukaj izredno domišljena in razvita. Sama sinhronizacija je bila narejena izredno prefinjeno. Lang je tudi sam izumil v bistvu nek mikrofon oziroma zvočni boks, ki je bil vedno nad prizoriščem snemanja in na ta način v bistvu za kasnejšo sinhronizacijo lovil zvoke. Hkrati pa je izredno premišljena tudi raba tišine in glasa v offu, naprimer, ki je istovetna praktično z modernimi filmi, ki so se začeli mogoče tehnološko izpopolnjevati sicer desetletja kasneje. Zdaj Lang je posnel potem še en film in na to odšel v Hollywood. Lahko bi rekli, da pravzaprav s tem filmom, a pa s celo neko njegovo filmsko dediščino iz nemškega obdobja močno vplival tudi na sam Hollywood, kajti z estetsko podobo filma, kot je M, je prav naznanil film noir, ki po drugi svetovni vojni nekako preplav Ameriko in kinematografe po svetu. No, na sporedu pa je tudi nekaj dokumentarcev. Ja, tako je. Prikazali bomo 2 dokumentarna filma. Eden je avstrijski dokumentarec režiserke Olge Kosanović Zdaleč ne lipicanci. Filma se morda spomnite, bil je že prikazan na letošnjem festivalu dokumentarnega filma v marcu, vendarle pa smo se odločili, da bomo ta film še enkrat pokazali občinstvu, ker ima v bistvu obravnava izredno pomembno temo nacionalne identitete, državne birokracije in hkrati v bistvu izredno aktualno ali pa pomembno nastavlja ogledalo državi Avstriji, ki jo vseeno uvrščamo mogoče med eno najbolj recimo kultiviranih, razvitih držav, kar se pač drobi tako ali drugače v tem dokumentarcu, kot tudi nasploh v sodobnem času in kontekstu. Drugi dokumentarc, ki ga bomo prikazali, je pa švicarski dokumentarni film Mi dediči. Ta pa je pravzaprav en tak humoren, intimen družinski portret oziroma
obdelava tako zelo tudi Slovencem znanega pojma dedovanja in vseh nesoglasij ali pa soglasij, ki v bistvu pridejo okoli tega trenutka. Je pa v bistvu švicarski dokumentarec leta, taka iskriva in humanistična zgodba. No, prikazali boste filme iz Avstrije, Nemčije, kot ste omenili, Švice. Med njimi so tudi filmi, ki so jih posneli priseljenci prve ali druge generacije v teh nemško govorečih državah. Bi lahko povedali kaj več? Ja, v tem smislu bi izpostavila film Mesec, Mond, avstrijsko-kurdske režiserke Kurdvina Jub. Njo pravzaprav slovensko občinstvo že imelo priložnost poznati, namreč na festivalu Kinotrip Mladi za mlade, ki se dogaja v Kinodvoru, je bil leto ali dve nazaj prikazan njen prvenec Sonce. Ta film, torej Mond, Mesec, pa je na nek način drugi v bistvu trilogiji, ki jo režiserka pripravlja. In če se je v prvem filmu posvečala položaju ženske priseljenke znotraj zdaj avstrijske kulture, tukaj pogled obrne. Namreč Avstrijka, sicer sama tudi iz mešanega etničnega ozadja, se odpravi v Jordanijo, da bi poučevala šport oziroma boks, tam neko skupino deklet oziroma hčerke neke družine. Kmalu pa se izkaže, da seveda vse ni tako luksuzno in idealno, idealistično, kot si je zamislila. V bistvu ta zgodba oziroma ta njen položaj pa nekako postavlja ali pa poudarja vprašanje Evrope, ki pač gleda na arabski svet, arabsko žensko, kot večkrat pač to žrtev zatiranja in v bistvu vprašanje tega, ali bomo samo gledali ali bomo tudi kaj storili. Tako da film na nek kar drzen način, tudi žanrsko mogoče spomne malo na kakšen thriller ali pa grozljivko, v bistvu poveduje še vedno zelo pomembno za premislek pozicijo evropskega belega človeka. No, zadnji dan cikla pa boste pokazali tudi novi film Fatiha Akina, Amrum. Za kakšno delo gre? Ja, Fatiha Akina verjetno slovensko občinstvo najbolj pozna preko filma Z glavo ob zid iz začetka 2000-ih. Ta film je pa pravzaprav precej drugačen od njegovega dozdajšnjega ustvarjanja. Gre namreč za film o odraščanju in hkrati za zgodovinsko dramo, postavljeno na ta severno-nemški otok, tik ob koncu druge svetovne vojne in razpad družbe, idej, ideologije in sistema na tem izoliranem otoku spremljamo skozi oči mladega dečka, ki pa je nastal na osnovi avtobiografije scenarista Harka Boma. Verjetno je nekaterim znan kot precej priznano ime v okviru pač nemške kinematografije. Film pa mogoče izstopa ne samo zaradi res izredne fotografije in v bistvu obravnave nekega naravnega okolja, kamor smo postavljeni. Za razliko od drugih filmov je pa tukaj tudi uporabljen dialekt friziščine v enem delu filma, značilen za to področje. Hkrati pa seveda naslavljanje tem, ki so sploh za nemško kulturno okolje še vedno vsakič znova aktualne, to se pravi obravnava nacizma in posledic pri pač soočanju z neko tako trdno, kot se izkaže, zaraščeno ideologijo in pogledom na svet, ki razpada zdaj skozi oči tega malega dečka, ki odrašča. Dnevi nemško govorečega filma, torej od srede naprej v Slovenski kinoteki. Anja Banko, najlepša hvala za pogovor. Hvala vam. Elvira. For Guds skyld, låt meg elske din guddommelige kropp uten synd. Elvira. Na noči grozljivk v Kinodvoru bodo nocoj prikazali tudi norveško črno komedijo in telesno grozljivko Grda polsestra, ki jo je kurator programa Marcel Štefančič junior opisal kot lucidno feministično revizijo Pepelke, toda tako grozljivo in srhljivo, da bi šlo Disneyju in podobnim pravljičarjem na bruhanje. Grdo polsestro bomo v kinu lahko gledali tudi v novembru. Navdušila pa je Gorazda Trušnovca. Ko vdovelemu gospodarju dvorca na Norveškem se v pričakovanju boljšega življenja priženi ambiciozna Rebeka, prav tako ovdovela mati dveh najstniških hčera. Gospodar na poročni večer umre in na vrata kmalu potrkajo upniki. Izkaže se, da je razkošno posestvo pred bankrotom. To pa ne preprečuje gospodarjevi lepi hčerki Agnes, da se zaradi plemiškega rodu
do mačehe in polsester, ne bi prezirljivo vedla. Toda povzpetniška Rebeka ima svoj načrt. Svojo neprivlačno hčer Elviro bo tako vzgojila in preobrazila, da bo ustrezna za poroko s princem. Grda polsestra je celovečerni prvenec norveške avtorice mlajše generacije Emilie Blichfeldt. Gre za satirično, groteskno reinterpretacijo Pepelke s primesmi črne komedije in telesne grozljivke. Kljub prepletanju zgodovinskih obdobij in umetniških smeri, od fevdalizma in steampunka do sodobne plesne elektronske glasbe, ki se spretno meša s klasiko, gre za celovit, hipnotičen filmski organizem. Svojo drznostjo je za gledalca podobno pretresljiva izkušnja kot primitivni lepotni posegi, ki jim je pod materino taktirko podvržena grda račka Elvira. Toda pozor, v grdi polsestri, v kateri nedolžnost velja za dragoceno valuto, ni zares nedolžen nihče. Za Elviro, ki je bila že pred materinim podjetniškim načrtom zaljubljena v princa zaradi njegove pesniške zbirke, se izkaže, da je sicer žrtev svojih fantazem. V resničnem življenju je princ plitev primitivnež, toda ker se v svoji želji voljno podvrže preobrazbi, je vsaj sokriva za svojo nemilo usodo. Pripovedka o Pepelki, katere zasnutki segajo v antiko, je v zgodovini doživela številne preobrazbe, različne psihološko-filozofske šole pa so ji pripisovale zelo nasprotujoče si pomene. Od patriarhalne fantazije o podreditvi moškemu kot končnemu cilju do Freudove analize prisile, avtoritarnosti in moči želje. Jung je v arhetipski zgodbi našel prispodobo individuacije oziroma razvojne poti k sebi in iskanja notranjih zmožnosti. Sodobna feministična kritika pa v zgodbi vidi predvsem kritiko družbenih pričakovanj in nadzora. Zdi se, da je scenaristka in režiserka Emilie Blichfeldt dobro preučila vsa ta izhodišča in je nasprotja tudi mojstrsko pregnetla v svoje delo, ki se šije zgodovinski kostumski spektakel s potojitvenimi učinki nizkoproračunskega B-filma. Ob mesenosti, ki se napenja pod korzeti, telesnih tekočinah, samopoškodbah, vprašanju lepote in tekmovalnosti, pa tudi samozavedanju ženske telesnosti, moramo omeniti dve francoski predhodnici, Julio Ducournau s filmom Titan in Coralie Farja s Substanco. Vse čistune, ki bi morda oporekali suverenemu mešanju žanrov in svobodni interpretaciji Pepelke, ki si jo je privoščila Emilie Blichfeldt, pa bi bilo treba opozoriti na to, da so znameniti pravljičarji 19. stoletja, kot so Hans Christian Andersen in brata Grimm, znali za svoje obdobje podobno spretno vnašati v pripovedi krutost in družbeno kritiko z nasilnimi in seksualnimi podtoni. Zagotovo ena presežnih filmskih izkušenj leta. Prihodnji teden bo v nemškem Cottbusu potekal mednarodni filmski festival, kamor se je v tekmovalni program 10 celovečernih igranih filmov uvrstil prvenec režiserke Ester Ivakić, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. Režiserka je skupaj z Niko Jurman napisala tudi scenarij, ki temelji na delno avtobiografski zbirki kratkih zgodb Noben glas Suzane Tratnik. Dogajanje je postavljeno v odročno prekmursko vasico, kjer živi Ida, nadobudna in zvedava 10-letnica. Prepričana je, da lahko smrt njene bolehne stare mame Agice prepreči le angelsko petje, ki odmeva po bližnjem pokopališču, zato se odloči, da se bo pridružila šolskemu pevskemu zboru, čeprav je sama popolnoma brez posluha. V drugih festivalskih sklopih bodo prikazali tudi filme Zemljokrast, to je Rob in Belo se pere na 90. Slednji bo čez slaba 2 tedna odprl tudi 36. liv, kjer bodo prikazali tudi filma Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, in Zemljokrast. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino.
Oblikovali smo jo Maja Mol, Bernard Stramič, Tina Ogrin, Damjan Rostan in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.